The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ko sem se ustrašila. Kaj pa tako ploskaš? Bum bam, evo, sončki, dobrodošli nazaj. Še en kolesarski čvek. Danes je z mano spet Petra, ki je pridno kolesarila na obali. Kako ste se imeli? Na obali, pa po hribih, pa vse posod sem kolesarila. Vse tisto tudi, nis? No, mi smo šli kle en krog. No, sej. To je čisto v redu. A vas je kaj zebal? Pa ne, v bistvu ne, ful je bilo toplo. Tako, za Springfall 3/4 din Štefko je pač oblečen, kada je že -15. No, sem se po temperaturi je bilo kar hladno. Pa še je bilo 10 stopinj. Ja, no, se to je mraz. Meni je to hladno. Mislim, sploh če je še zraven ni sonca, se če je 10 stopinj pa sonček je okej. So bila okej. oba brez rokavic, na prsnike gor, pa je bilo čisto okej. Ja, veste, vas greje, se veš ta, Mast. te obloge, Ne. ki jih imaš, vala, se da v Štefko gor posnetek, Madoniš, si že mal jačaš, ne? Počas. Kjer posnetek je dober? Ja, Štefko je dal na Instagram en video, ki tebe urad snema. A ja. Oziroma Ne. na Stravi je bilo, pa sem mu napisala, že tu pa žirita raste, pa je napisal, a ne, meni se je tudi tako zdelo. No, po kilah sem isto, tako da. Kaj sem? Mogoče, ne vem, sem spet zvagal. Ja, da se malo zvagi, da se Sem že malo na zvagi, 98 kil. da se malo zvagi, da na to šlo spet, Se ne skiram. Ne, in da sva se imela pa ful dober. Da sva šla pa v soboto na obalo in je bilo valjda ful toplo, tako je bilo pol Slovenije, meni se zdi, da tam dol. Tako da je bilo tudi za, če si prišel na kakšno malo bolj obluden predel, je bilo kar se težko zavozati, ker je bilo tudi pešcev ogromen. Tako da ne vem, so tudi te kolesarske steze, pa kar lepo hodijo tam pešci, tako da ne vem, pa če malo je zoprn se voziti, no, zdaj lepo v obali. Moraš malo zaviti stran, da sva pa hotela malo bolj ob morju biti, da sva malo bolj ravnince lovila, pa bilo pa malo gužvice, ampak dobro, sva se pa pač s tem sprijaznila. In isto je bilo včeraj, sva šla pa z gorci, pa kle iz Ljubljane, tudi po dost obludenih očitno krajih, malo čez Rožnik, malo pol gorke na Jakoba in je bilo isto tako ful folka, tako da... Ja, čak, dej. Da povem, se pravi, akcije Črn petek so se začele, od čelad, očal, obročev, ne vem kaj, vse je, ni da nimamo v akcijah, tudi kolesarske hlače, vsaj te, ki so še na zalogi. Potem, pa kolesarske majice so zdaj spet na teh 94,99 evrov. Predstavljena je bila tudi ta nova majica, tako da si še to lahko naročite, jih bo samo 20 kosov, ne bomo jih več naredili, bo pa za kolekcijo Monuments, tisti, ki ne spremljate glih Instagrama, se pravi za vseh teh 5 spomenikov kolesarskih bomo naredili en dizajn majice letos in takrat, ko bomo dali pač tako ven, ko smo za to dali, bo približno en mesec trajalo, da jo dobimo, tako da ta bo prišla glih, upamo, da okoli novoletnih praznikov. Tako da, to je to. Davor, ki je testiral kolo, ste si lahko v zadnjem vlogu prebrali pač, kaj je on napisal v kolesu. Lahko, ne bom delal spoilerjev, pač poglejte si zadnji vlog, boste videli. Pa, kaj imamo še, klele imam zadnji tega ta novega Pinarellota F3, ki saj meni se zdi ta najboljši nakup pri Pinarellotu za 2026. 2026 evrov je. Za leto 2026. Ne, sicer s temi obroči, jaz bi dal gor obroče od Fulcruma Vinde, ki tudi je, mislim, da v sestavi, pa pride pol dobrih 5000 evrov. Tako da, to je to. Zdaj sem kaj pozabil, ampak rečemo, da je to cel promo, ki ga imam. Ne pozabite lajkati, subscribe. In ja, če imate kakršenkoli vprašanje, bo probala čez zimo odgovarjati predvsem na vaše vprašanja. Jaz sem danes Petri že poslal, ker moja dva telefona sta oba dva kle za kamero, tako da
bo Petra povedala vprašanja vaša, mi da bo na to odgovorila, pa probala bo imeti še 1 do 2 temi, ki bo porabila malo več časa, da greva čez, tako da bo mogoče še za vas pač zanimiv. Lahko pa date toliko vprašanj, da ne bomo imeli nobene teme, bo pa midva še najbolj vesela, da lahko pokomentirava to, kar vas zanima. Tako da zdaj za naprej lahko samo pošiljate na Instagram, napišite vprašanje za podcast in bova pač šla to čez in je to. Zdaj za danes sem jaz najdel že 2 teme, ki sta po moje ful zanimive, pa boste tudi vi pa lahko v komentarjih dosta sodelovali. Tako da, ja, to je to. A si ti kaj zasledila v tem tednu v svetu kolesarstva, da je bilo kaj posebenega? Ja, v bistvu meni je bilo iz sveta kolesarstva edina zanimiva stvar trenutno, zanimiva ali nezanimiva je bil tale Japonska, kjer so vozili kriterij, bila sta tudi Roglič, pa Vingegaard, pa Cavendish je bil kot gost, pa Milan je bil. To je ta Tour de France, ki se vozijo. In tako, pač to je, kar je bilo zanimivega meni iz tega kolesarskega sveta trenutno ta teden, ker prav kaj dosti drugega nisem videla, je sicer pač ja, jaz po Instagramu spremljam dosti kolesarjev pa kolesark, pa moram reči, da pol tu zdaj vidiš, kaj počnejo v off-seasonih in je tudi zanimiv, jih pač, saj tiste, ki jih jaz spremljam, je zanimiv videti. Kaj počnejo? Je v bistvu zelo podoben, kaj jaz. Ja, recimo jaz gledam Demi Vollering, ona ima tudi vedno tako ima training like a pro, pa ima pa čist par vaj, ki ima čistko v bistvu niso niti vaje, da jih ona prikazuje, samo pokaže, kaj ona dela. In smo reči, da so zelo iste vaje, ki jih imam trenutno tudi jaz v fitnessu. Potem se voz z gorskim kolesom po takih netežkih terenih, hod peš v hribe, tako da take podobne stvari počne, tako da mislim, da to mi je zanimivo spremljati zdaj v tem momentu, bolj kukor pa ne vem, neke nove prihode, ne vem česa, ker je veliko se govori ogromno o teh prestopih govora, kdo kam gre, pa kdo ne gre, bolj so vse ugibanja še, pa v teh ekipah, kdo ima denar, pa kdo nima denarja, to se zdaj tam nek Džajko Lula ima neke probleme z denarjem, pa Ineos, pa tako, pa to malo, ampak mislim, da to niti ni neka stvar, ki bi nas amaterje mogla zanimati, kakor pol, ko se same dirke bojo začele dogajati, pa bomo videli, kaj so cimali, kaj tak nimamo, kaj drugače, kakor bo, a ne. Točno tako. Ja, jaz sem zasledil, da ta Premier tek je šel stran iz Izraela, tako. Kar je bilo govorili že od Tura dalje, ne? Že od Tura, pol je bil pa Vuelta je bila pa itak pika na i, tako da ja. Ja, dober, kva greva mi dva, jaz sem najdel 2 teme, ki ste se mi zdele zanimiva. Ena je ta tvoja tema, ki si rekla, da bo šla nazaj na Tubeless, pa lahko greva čez to čez. Pol ta druga je, pa jaz sem ti poslal 3 vprašanja, ki so jih poslušalci poslali že, ne vem, po moje mesec do 2 meseca nazaj, pa ne vem, če so takrat sploh odgovorila. Tisto, kar sem mi poslal, nisva odgovarjala. Ja, pa so kar zanimiva vprašanja. Je mogoče greva lahko to najprej čez, pol bova šla pa še rangirati World Tour kolesa iz leta 2025. Pa bova lahko več stvari najdla, mogoče kjer ga bi mi dovozila, kjer nama sploh ni všeč. Tako da Magota pa nisi dal vmes. Sem dal? Ne. Mogo bi biti, od Pogačarja bil. Ni ga. Kako ne? Nekaj si mi zadnji poslal, pa piše one more media attachment were removed. Mogoče je ta. Ja, sem vse najbolj si ga kar zbrisal. Ti bomo pol še enkrat poslal. Dobar, sej. Sej tako veva, kakšen je. Ja. Že pol dal video noter. Prav. Tako da bova ta kolesa, ki bova ocenjevala, dala, boste videli slikco in to je to. Neč, kva greva začeti kar s temi vprašanji? Ja, mogoče najboljš. No, daj. A tudi kaj povem, kdo je sprašval, ali ni potrebe? Ne potrebe. No, eden sprašuje, ki mi je meni zelo tak tudi zanimiv vprašanje, pa sicer si že v powermetrih veliko govoril, sam ne vem, koliko si o tem govoril. Kaj je boljše, enostranski ali obojestranski powermetrih, na pedalih ali na gonilkah?
Ne vem, da ti enkrat povej prvi. Okay. Kar se tiče, kaj boljš, je zihar obojestranski boljši, bolj je samo vprašanje, a ga vi pač potrebujete. Potem to drugo vprašanje pa se pravi, je na pedalih, a je na gonilki. Meni iz praktičnega razloga bolj všeč na pedalih, zaradi tega, ker menjam kar dosti koles in pol hitro pedala pač premenjam iz enega na drugega. Kar se tiče natančnosti do zdaj, vsaj ta pedala, ki jih mi vozimo, se pravi, ti imaš Siomo, jaz imam Wahoo, so vsa, rečemo, zelo podoben, kako se reče, glede natančnosti, nimajo prav veliko odstopanja, tako da ne vidim razloga, zakaj bi imel tukaj una na gonilki. Tako da enostranska pedala jaz svetujem vsakmu, ki ima obe dve nogi približno isto močni ali pa da ni imel nobene poškodbe na eni nogi, na ta princip. Tisti, ki pa že vejo, da so imeli kakšno poškodbo, in pa raje svetujem obojestranska zaradi tega, ker imate ta, ne vem zdaj točno, kako se reče, ampak da vam kaže na števcu, koliko moči z eno nogo porabite, pa koliko z drugo nogo, in ponavadi tisti, ki smo imeli kakšno poškodbo na eni nogi, z močnejšo nogo kar dosti več poganjamo. Tako da jaz pač svetujem tisti zaradi poškodb, svetujem obojestranskega, če pa niste imeli poškodb, poznam saj juniorjev dosti, ki imajo enostranska pedala, pa se da čisto normalno trenirati, tako da ja, tukaj, če se gleda, da bi radi sam začeli trenirati, pa da bi radi pač videli moč, da imate treninge tako spisane, enostranska pedala so vrh glave za moje pojme dosti in je to. Skaj pozabil? Nis pozabil. Sem pač itak, se ne strinjam, tako kot se s tabo nikoli ne. No, sej povej, s čim se ne strinjaš? Predvsem se ne strinjam z enostranskimi pedali. Jaz mislim, da je to čisto komercializirana zadeva, zato da se pedala prodajajo, powermetri, ker je pač cenejši, jasno, z enim pedalom, ker dosti velika razlika v ceni. In je zdaj, ker so te powermetri toliko bum bam in bi vsi imeli powermeter, je to pač zadeva, ki jaz absolutno nikoli ne bi imela. Je pa prva stvar, tako, kar se pa najbolj strinjam, kar si pa prva stvar, ki si jo pa rekel, je pa to, da najprej vsak mora ugotoviti, če sploh rab powermeter, zakaj bi ga imel, temu si že 100-krat govoril, in če ne mislite trenirati, če se ne mislite držati powermetra, če ne veste, kaj pomenijo številke na powermetru, ni noben powermeter v redu. Jaz sem imela powermeter eno sezono za brez veze, ker nisem vedela, kaj z njemu delati. Tako se mi zdele, ne. To je škoda zgubljati besed. No, ampak eno stvari, ker ljudje velikrat si zdaj ogromno ljudi si daje gor powermetre, pa ne ve, zakaj ga imajo, in je potem boljši, da si ga sploh ne kupijo. Treba odgovoriti na vprašanje, ne pa neki... No, zdaj se odgovarjam, da če ne mislijo trenirati, ga ne rabijo nobenega, ne enega, ne levega, ne desnega. Druga stvar je, se pravim, en pedal, sem pristaš, da so powermetri na pedalih, tudi z tega razloga, ker si ti rekel, ker se lahko pol hitro premenajo. Jaz tole Siomo vozim že 5 let in sem jo samo premenala lepo na drug. Ti imaš že 5 let powermeter pedal? Ni čujem, da sprofi, ej. Ja, in še vedno delujejo in vse dela tako, kaj je treba, tako, kaj si rekel, so minimalna odstopanja, kar se vidi, kadar sem na kakšnem trenažerju, ampak delajo perfektno in se pravi, bi mogla zdaj menjati celotno gonilko. Gonilke so v osnovi tudi ponavadi dražje, so pa bolj natančne, lažje, proji vsi uporabljajo gonilko. V gonilki powermetre, povem pa en primer, ki smo ga pa imeli tukaj na servisu, ga je imel Mirsad, zdaj sem ga povprašala bolj o tem primeru, zato ker je to zelo dober primer, zakaj ne na gonilki ni powermeter glih najboljša stvar. Bil je klele en za sramom red powermeter v gonilki in je ne vem kako na kakšen način v glavnem uničil zobnike, ki so na gonilki, in preko vseh možnih variant, tudi preko dobavitelja, uvoznika in vseh smo ugotovili, da se pač tega ne da zamenjati, da bi samo, se pravi, gonilko lahko zamenil s powermetrom, gonilko zamenil na zobnik. Spider pa zobnik. Moraš skupaj zamenjati gonilko, lahko pustiš. Spider, se pravi, tam, kaj je verižni gor pritrjen. Tako, pa, ja, se ni, da mogo bi kupiti celoten vse skupaj. Ja, verižnik s powermetrom, ja, moraš skupaj. No, to je pa 900 € cena. To mislim, da je
prvi seriji, zdaj teh ta novih, zdaj pri tem ta najnovejšem, ne vem, mislim, da lahko posebej. Zdaj No, lahko v glavnem, bo če kdo se popravil. odločiš za Ja. nakup gonilke Powermetra, je tudi to smiselno prej preveriti, če se to da posebej kupiti, ker je to pol kar velik strošek. Pa pol najverjetneje prodaš kolo s Powermetrom in ne smeš zraven računati, da boš ta Powermeter kaj unovčval, ker to je danes že pač nepomembno. Marsikomu je, nekomu ni, ampak ne smeš zdaj zaradi tega računati, da boš pol kolo prodal zaradi tega za 900 evrov dražji. Ja. Tako da jaz sem, Za oboje stranska. boje stranska na Pa na pedalih, pedalih. in to je to. Vse Okej. dobijo kar že tudi ugodno, tako da... Ja, Pa vedno bolj poudarjamo tudi, a ne, da je kolesarjenje ni simetrično delo, se pravi, ena noga dela po svoje, druga svoje, vsaka svoje delo upravlja in s tem se v bistvu zelo velike razlike lahko kažejo v eni in v drugi nogi. Zelo malo kdo ima čisto enakomerno poganjanje, to je se pravi ravnovesje med levo in desno nogo in mogoče je čisto fajn. Že z tega vidika. Mejhan odstopanje, veš, tukaj, če imaš ti 49, 51, je to nula Če skoraj imaš, odstopanja. ampak jih ima ponavadi zelo malo, pa glih pri juniorjih je to še bolj izrazito, ker fantje še rastejo, punce rastejo in rast ni nikoli enakomerna, ne raste celo telo skupaj, raste ena noga, druga noga, jaz to lahko povem iz izkušenj, ker vem, kako je bilo s sinom, ker je bil športnik že kar dolg časa, pa je imel celo eno obdobje vložke v čevljih, ki mu noge niso enakomerno rastle in potem tudi do različnih pritiskov pride in jaz mislim, ne vem, no, se lahko samo čistko, tudi iz tega, kar sem malo prebrala o teh Powermetrih v zadnjih letih, še vedno mislim, da je pač en pedalo bolj kot ne stvar za to, da se malo cenejš dobi zadeva, nič drugega. Ja, jaz sem to ugotovil, ko sem imel, mislim, da v srednji šoli, na šihtu, veš, ko moraš delati na zdravstven pregled na vsake toliko cajta, no, in sem šel, ne vem, zdravstven dom v Fužinah, tam, ko imajo te preglede, in sem šel na neko napravo gor in je tako, ni bilo nič jasen, kako imam lahko pritisk z desno nogo toliko močnejši, kakor z levo, pa vse, kar sem mogel narediti, se malce predkloniti, pa pred za eno palco. Vse to dela recimo Dejan Vračič, to naredi na fittingu. Ja. Ja. In je bilo pač toliko odstopanja in pa sem takrat vzel Powermeter in se je ful poznal. Jaz sem imel zelo, zelo veliko razliko. No, Tako sej včasih le mi je glih rekel eden, ki že kar nekaj časa trenira, pa je treniral, pa je bil profesionalec, da so včasih celo trenirali na trenažerjih po zim z eno nogo, z uno švohnejšo, da so vozili bolj, zdaj se tega mislim, da ne dela več, no. Saj jaz nisem slišala, ampak Ja, ki so hoteli zelo dober krog delati, si imel, mislim, da za pisto so dali ven ene gonilke, ker takrat, ko nisi imel enakomernega kroga, so se ti sam zavrtele. ja, in si mogel vrteti, če ne ti ode noga. In isto vrteti. Ja, to ne vem, je Ja. imel Roglič na začetku ali kdo, ne vem, da sem slišal očija, da je dal enemu, da so pri enemu profiju montirali, no, skratka. Ja, polhanje teh trikov, pa BMX-ari so uporabljali polhanje enih stvari, tam, kaj je bolj pomemben, se pravi ta instant moč, da ti daš čim več ven v kratkem cajtu, tam se po moje to pozna. Zdaj pri cestnih kolesarjih, ja, to pa ne vem, zdaj čisto če najti, še to toliko pomembno ni. Zdaj gre, naslednje vprašanje. No, ok. No, čakaj, naslednji je pa živijo, razmišljamo o nakupu S-Works Tarmac, SL8 z grupo Ultegra, kaj mislite o tem? No, to mogoče so že zamudili, mogoče ga je že kupil. Ja, najbrž ga je že kupil, ja, glede na to, da je že toliko cajta nazaj. Jaz drugače mislim, da je to dober kolo, dobra odločitev, da imaš kaj faliti s takim nakupom kolesa S-Works, oziroma ja, celo S-Works, SL8, Ultegra je pa več kot dovolj, tako da klej mislim, da nimaš kaj faliti. Najbrž boš mogel samo broče zamenjati, vse ostalo je pa po moje topkar. Tako da, ja, jaz ti tudi ne morem svetovati, da bi ti rekel, da kup kaj drugega, glede na to, da si se že odločil, če te pošeč bajk, je to. Ja. Tako da ti nimava kaj za očitati. Jaz vse, ki jih poznam, ki imajo ta kolo, so vsi zadovoljni, da ne vem, kje obroče imajo vsi gor, ne vem, kakšno imajo opremo, oziroma za ta dva vem, da imata Dura-Ace, pa sta oba dva navdušena nad biciklom, tako da, evo,
to je vse, oziroma za C3 že, v bistvu, jih bom če dalje več, samo da malo pomislim. Skratka, vsi so zadovoljni s kolesom, pa za dva vem, da sta prej furala tudi Dogme, pa še kakšen drug high-end bike in sta s tem zelo, zelo zadovoljna. Tako da, ja, zgrešiti ne močno. No. Ja. No, naslednje pa. Ali uporabljata online kalkulator za izračun tlaka v gumah, na koliko pumpata in zakaj? Jaz ga ne, ker sem enkrat testiral, mi pokazal ful več, kukor sam pumpam, pa kukor je sam pri sebi vidim, da pač meni osebno ustreza. Se pravi, mislim, da mi pokazal 5,5 kleneki, jaz pa pumpam tam nekje 4,8 do 5 barov, vožnja mi je najbolj všeč, glede na plašče, obroče, ki jih imam gor. Na mojo težo bi najbrž mogel 7,5 pumpati, ampak mi je to najbolj všeč, tako da. Ja, pa tudi saj s temi, ki sem se pogovarjal, ki sem jim malo svetoval, da pumpajo manj, so vsi zadovoljni, no. Tako da jaz načeloma vsakmu povem, da naj napumpa, pač če ti kalkulator zaračunal, ne vem, 5 barov, napumpi na 5 barov, naredi eno vožnjo, na naslednji vožnji pa sred fure se vstav, pa spust, ne vem, ene parkrat pritisem gor, glih to, da šlo ene 0,3 bare ven, pa se pel do konca, pa boš videl, a ti je bila všeč vožnja ali ti ni bila všeč. Če ti ni bila všeč, pač spet napumpi doma gumo in pač mej to, ko je kalkulator pokazal, drugače pa po večini je vožnja bolj udobna, pa sploh zdajle, ko je malo mokro zunaj, ne vem, jaz se rajš napumpam malo manj, kukor pa preveč. Zanj sem šel glih to, ko je bilo zdaj, ne vem, v tem videu, ko sem tega Domna srečal gor na Pance, v klanc gor mi je se je plaž zavrtel v prazen, tako da ja, če bi imel še bolj napumpane, po moje bi bila kadar salenca tja gor, tako da ja, to je to. Petra itak ne ve, kaj mersac skozi pumpa, če je zanč prišla. Ne, jaz sem šla zdaj gledati, kaj je to kalkulator, online kalkulator. Najprej sem šla to pogledati, ker sploh nisem vedela, da to obstaja, oziroma zanimalo me, kaj naj bi sploh noter vnesel, kakšen podatek, pa zdaj v bistvu vidim, da so to podatki teže, pa se pravi, kakšne imaš plašče, a ne, ali so hookless, ali so zračnica ali ne zračnica, oziroma kaj uporabljaš, kakšne širine in vse, bla, bla, bla. No in jaz sem zdaj v enega vnesla, glede na to, kakšne imam jaz podatke moje, a ne, pa zdaj, ko sem da mi pomagi, no, zdaj sem šla brez zračnice na tubeless, no, pa za širinami, ki jih imam in se pravi plašča in pa notranje širine obročev, pa na mojo težo mi je napisal, da bi mogla mi 2,3 na pumpam bara. To pa zdaj ne vem, če je to čisto normalno. A to si ti prav tipkala vse not? Jo, kaj sem šla, ja. Da nis kakšen... Kakšne imam jaz tele... A ne, čakaj. Dala sem preširoke plašče, že vidim, čakaj, še enkrat. 3,1 bar. Dala sem, da imam 40, 32. A 32 imaš zdaj gor? A nimaš 30? 30 imam, sam nima, on 30 sklej izračuna, ne vem, zakaj ne. Pa imaš itak napačen kalkulator. Pa mi pa povej, kam ne grem. Ja, mogla biti na Continental Tire Calculator, po moje. Ne vem, jaz vem, da prvi tori ga imajo, drugače imaš prav, ali pa napiše Road Bike Tire Pressure Calculator, nekaj tazga mora biti. Eden je prav poznan, ki ga vsi uporabljajo, sam se pravim, jaz ga ne in pol, ne vem. Ne vem, jaz tudi ne, meni jih mersat, jaz vem, da jih imam tam nekje, zdajle, dokler sem imela zračnice not, sem jih imela tam nekje na 4,5 do, 4,5 približen, zdajle mislim pa, da jih imam okoli 4 na tubelessu. In tako, kot ste rekel, mislim, da bolj se mora tukaj vsak, kako se dobro počuti na kolesu gledati, kakor pa na koliko bo na pumpu imajo, pa vsi bari, vsi vemo, vsak proizvajalec plaščev ima svoja navodila za to, pa mogoče za tisto, kar vam kalkulator zračuna, je mogoče fajn
pa mogoče mečkan manj. Danes se tako uporablja. Po zimi je pa sploh še fajn imeti malo manj napumpane. Ali pa takrat, ko je mokro. Takrat, ko je mokro in tako. To je to. Kle sem jaz malo bolj bila nevedna. No. Bom pa najdla ta kalkulator, pa bom videla, kaj mi bo povedal. Petra je tako, kot bi mogle vse ženske, posluša svojega desca in je to. Ja, to, kar se ti, jaz nasplošno v življenju, če tisti stvari, v kateri ne vem, poslušam druge, v tisti, v kateri pa kaj vem, pa ne poslušam nobenega. Pa tukaj morate vedeti, da Mirsad zelo malo govori, tako da stavek, ki ga pove v celem dnevu, pač Petra posluša, pa je tako ona to glasna, da nič ne sliši. Ja, sej dost. En more govoriti. Dej, greva tole idealno za nazaj na Tubeless. Kako to, da si šla nazaj na Tubeless? Ja, v bistvu šla sem nazaj na Tubeless mali iz Ferbca spet, ker v bistvu ta Tubeless niti nisem toliko dolgo časa vozila, ker sem ga zelo hitro šla dol. Takrat kako sem sploh prišla na ta Tubeless, jaz ne vem. A smeti, da okolo s Tubelessom ali pa? Ne, ti si ga po moje takrat na Pinarello, tu si začela z Vitorijem, pa mislim, da si imela takoj nek defekt, ki ti ni zaplikal. Ja, jaz sem imela, mislim, da si mi jih ti dal že s Tubelessom. Ne, ti si mi dal i s Tubolitom. Tubolitom žihne? Ja. Nisem imel nikoli Tubolitota. Ne, v Maxiju, ki je še bil kolo, Dogma F12, so bile gor in je bil Tubolite noter. Ja, potem po moje z novim nakupom, ko sem nove obroče pa teb kupila Princetone. Takrat mi je Mirsad naštimal po moje gor Tubeless in sem imela zelo po ene, drugi, tretji vožnji defekt, ki ni nazaj za lukne zapolno. Je pa res, da sva pol se malo pogovarjala z Mirsadom, tudi Mirsad še ni bil takrat toliko veščih Tubelessov, kako zrihtati, kako urediti, kako naštimati vse skupaj. Zdaj je tega že naredil ogromno in nobenih problemov, nič ni bilo, tudi mleka, ta polnila se zelo razlikujejo v kvaliteti, tako da zdaj ima tazga, ki ga tudi v Proturu uporabljajo. Kaj pa ima znamko? Ne vem, kar bom rekla, sem zlagala, ne vem. Ampak so vsi zadovoljni, komor kaj da s tem naredil nobenih težav. Zdaj jih je bilo kar neki iz runde, ko smo se pogovarjali, pa imajo Tubeless, pa nobenih težav niso imeli. Jaz sem imela pa letos 3 defekte v zelo kratkem času in je to v bistvu me mal potem sprovocirali do tega, da sem nekaj zdaj grem pa na Tubeless, ampak ko sva delala Tubeless, ko ga je Mirsad naredil zadnji plašč, je ugotovil, da je na plašču lukenca in zgleda, da je bilo zelo na začetku, ko sem jaz tele plašče začela voziti, sem mogla nekje, ker vem, da sem povozila en kamen takrat in takrat sem imela defekt in zgleda, da sem takrat tudi plašč preklala orang in jasno, ko so se dajale noter te TPU zračnice, vsakič, ko so na to lukenco prišle, jih je malo precvikala. In je v bistvu bil to razlog, da so te zračnice meni. Tako da ni bilo nič narobe zračnicam, nič ni bilo narobe, pač narobe je bilo z mojim plaščem. Je pa ga Mirsad do te mere zdaj spravil, ker praktično nov plašč, ne? Da ga je z mlekom zaprl in sem se vozila z njemu čisto normalno ta vikend. Moram pa reči, da je pa vožnja je pa čisto nekaj drugega. To je pa... Bolj udobna? Bolj udobna. Veliko bolj udobna. Moram reči, da ko sem sedela, sem imela kar naenkrat občutek, da mi je sedež ful noro dober. Sicer ga imam rada sedež, je dober sedež, ampak vse se mi je poklopilo, ful sem se dobro počutila na kolesu in pa sem se spomnila, da imam pa zdaj Tubeless gor in moram reči, da ja, imaš tisti občutek tega tudi, ko greš na spustih, ko ti pa jemlje kolo, tudi ko ga pritisneš, imaš tak malo občutek, da te malo driva. To je pri tubularjih je bil zelo podoben ta občutek, tako da zaenkrat bom na Tubelessu pa povedala, kva bo. Ja, sej. Če bi bil jaz, če bi se mi dal toliko hecat s Tubelessom nazadnje, je bila klele soseda, ki je prišla, pa sem mi Tubeless mogel omenjati, sem živčenega faso skor in sam pol itak po moje, ki si zverziran, gre to zelo hiter, sam v tem trenutku se mi ne da hecat. Drugač pa ja, s Tubelessom jaz sem ga imel na začetku, jaz sem šel lansko let, ko smo začeli te zračence uvažati, sem šel nazaj na zračenco, prej sem imel pa koliko 3 leta.
tubeless pa mi je bilo vse super, mislim, da sem imel enkrat defekt, ker je bil mlek že star noter. No, pač, to je ena od stvari, ker pač tubeless je krasna, verjetno zadeva. Jaz sem bila od začetka pač zelo slabe volje, ker se je takrat to zgodilo. Pa nisem mogla iti naprej, ampak mislim, da če ga neguješ, vzdržuješ tako, kot je treba ga je pa, če več, ko se voziš, več ga je treba vzdrževati, treba ga je plašče da dol, upreti, na novo mlek napolniti in to je treba narediti kar ne par tisoč kilometrov, se pravi, da če delaš veliko kilometrov na sezono, je to treba sigurno 2-krat na sezono narediti. To smo zdaj pač ugotovili in da če se vse to dela, če se veliko vozite, da ta mlek ves čas noter krož, je ok. Tisti, ki imajo zdaj tudi Mirsad povedal čez zimo, pa da se ne vozijo, pa da imajo tubeless, bojo absolutno mogli pred začetkom sezone dol dati plašče, upreti, pa noter nov mlek, ker se mlek strdi, ko nekaj časa se ne vrti, ko se gume pač ne vrtijo in je treba ga je vzdrževati. Več je dela za vzdrževanje, kot pri zračnici, to definitivno, ampak mogoče pa za samo pomoč, če imaš prav vzdrževanega, da se ti pa res pa imaš manj šans, da imaš kakšne defekte težke, tudi če sam ostaneš na cesti, tako kot je recimo Martina ustala, ne, en teden nazaj. No, pa vse je problem, ker ni imela ključev s sabo. Ja, no, sej pravim, če bi imela pa mogoče tubeless, pa noter mlek, pa to se ne bi sploh zgodilo. Ja, mislim, če bi imela toliko veliko luknjo, da ne bi zaflikala, bi bil isti šmoran. Ja. Oziroma zdaj imaš tele črve, ne? Črve, no to so tudi zdaj, ne? Tako da so tudi to sprobana zadeva, da to deluje, se pravi črv, to je pa zadeva... Vem, je bil Mirsad zančis, je kazal koliko mesec pa pol nazaj, kdaj so kaj dobil defekt. Ja, en mesec slab, ampak na gorcu. Ja. Ampak se da to tudi narediti na specialki in zdaj imava sabo tega črva in ko sem šla to malo gledati, mi je to veliko lažje bi bilo narediti tega črva spraviti v plaščku, kar pa zamenjati zračnico, meni kot ženski. In tako da mislim, da je super zadeva. Tubeless pa črv not v žep, to je zelo malo placa, vse skupaj zavzame, manj ka zračnica manj. Pa bombico zraven, pa mislim, da vsaka ženska na YouTubeu je zelo dobro prikazan, kako se to zamenja. Šivanke znamo uporabljati, tako da mislim, da... Pitak, ženske ste precizne, to brez problema. Mislim, da bi to bilo, da je to kar dobra rešitev za ženske, tudi ta tubeless, pa namesto zračnice črvi in to je to. Piči miško. Ja. Ja, ok, kva, greva zdaj 2025 Pro Tour bajke pogledati. Ja, to je kar malo taka težka. Zakaj? Tako jih rangirati, ker so vsa kolesa dobra, a ne? No, da je to prišlo zdaj iz tvojih ust, definitivno ne bi pričakoval. Ta kolesa, ki se vozijo v Pro Touru, so vsa definitivno pač dobra, boljša, kot marsikjer. Ja, itak, sej ti jih rangiraš glede na tvoje mnenje, ne glede razumem. Na to, da so v Pro Touru. No, se tudi formule so vse hitre. Malo jih bom na to, kar vem, kjeri so malo težo, malo jih bom na izgled. Recimo, se lahko mogoče rečeva, kjeri so uni, ki jih rečemo niti testirala ne bi, ali pa ki jih ne bi nikoli vozila, ki te niti ne zanimajo, daš te kar takoj stran. No, recimo eden takih koles, ki mene, ne vem zakaj, ki jih ogromno ljudi pretegne, ampak mene niti mal ne je Canyon, to kolo, ki me sploh ne zanima. Look, Merida, to so recimo kolesa, ki jih nikako... Kaj pa je to? Da vidim. Faktor Tano. A ja, zakaj? To je ta bajk, ki je zdaj ta najhitrejši na svetu. No, dobro, bi me zanimalo, kako se ga vozi. Je grce po biznes, ampak bi me zanimalo, kako se vozi. Okay. Pa Giant, tudi to so od kolesa, ki so meni, bi rekla, nižji rang. V Pro Touru koles, ki me nekako ne bi pretegali na neki ful. Ja, okay, ne bo zdaj tako, rekla nižji, višji razred, ampak kolesa, ki tebi niso všeč. Tako, ki meni so manj, mi niso všeč, pa tudi mogoče se mi zdijo, ne vem, kaj pa. Okay. Je pa ja, Trek Madon je eden od takih koles, ki mi je vedno tudi bolj všeč. Tudi tisti, ki ga vozijo, ga kar pohvalijo.
Potem, no, ta faktorja, ta novega, bi ga pač samo z vidika, da bi ga tako, ko si rekel, da me zanima, da bi ga sprobil človek, pa če bi bil kakšnih malo drugačnih barv. A pa dej, veš kaj ti bom zdaj postavil, rajš dve drugi vprašanji. 3 bajke od vseh teh, ki bi jih rada stestirala, pa top 3 bajke od Protura, pa rajš tako, da ne bova šla zdaj čez... Ajde, takoj ti povem, top 3, se pravi tiste, ki bi jih testirala, pa ki nimam pojma, kakšna kolesa so, bi bil to tale Faktor. Potem tudi nisem nikoli, čisto po pravici povedano, se pelala z S-Worksom. Se pravi, tudi to bi bil eden od koles, ki bi ga glede na hvale in pa sigurno je dobro kolo, bi ga sprobala. Pa tudi tale, ne, Van Rieseln mi je en tak zanimiv kolo, ki bi ga tako sprobala, ki bi me zanimali, kakšen je. Lahko ta iz Protura, ki so ga imeli Intermarché. Pa, kaj pa razlog? A da bi ga sprobala? Mislim, za te 3 bajke, rečemo. Ja, Faktor, čisto zaradi tega, ker je tako čuden kolo, ker mi je pač zanimiv za videti in tako, kot je bil Colnago Y, mi je ena taka uganka in en Fairbac mi je tudi bi bil ta Faktor. S-Work zato, ker mi je že od nekdaj kar dosti všeč kolo, pa predvsem ga praktično vsak, ki ga pele, ga pohvali. Nikoli nisem slišala nič slabega, da bi kdo rekel, to je pa bla, ali pa tudi, ki ga kdo vidi, da bi rekel, to je pa grd ali pa ne vem kaj. Tega Van Riesla pa tudi, zato ker je kolo, ki je vse nekaj novega v Proturu, pa je nastal iz neke niže blagovne znamke, je zdaj ratala blagovna znamka in čisto tako, iz Ferbca, kakšen je to kolo, predvsem to, kar pač mi dva na kolesih lahko sprobava. Top 3 kolesa pa mislim, da je tak ni skrivnost. To je pa Dogma F, Colnago Y. Ja, tretji. Trek Madon. Ja. Ok, kaj pa se to je tudi pri tebi že kar nekako mogoče logičen odgovor. Če ne bi mogla čisto nič spremeniti na kolesu gor, za katerega bi se odločila? Se pravi, da ima gume take, ki jih furajo v ekipi, bi po moje itak se to, kar imaš ti. Zdaj trenutno bi se za Colnago ta Y, ker sem toliko zadovoljna s tem kolesom, da res, zdajle sva se vozila v soboto po terenu, ki je narejen za ta kolo bil, se pravi nestrmi klanci, tudi nekaj daljših takih vzpončkov z 4% in to se res tako lepo peleš, da... Ja, se strinjam. Tudi nazaj gre del veter, sem bila na Ferangi, ker sva se skregala, pa sem mogla biti tudi spredi. Pa se je zelo dobro bral. Svašta, to pa noro. Ja. Ja, tako je. Ok. Ne mi boj, kako pa to, da ti pa Canyon nikakor ne potegne, ali zaradi izgleda? Meni izgled Canyona deluje ful tak, ne vem, kako bi rekla, robusten mi je preveč, ne vem, nikoli mi ni bil Canyon všeč. In tudi tukaj v živo, ki ga vidim, tisti, ki jih vozijo, mi sploh ne potegnejo. Sploh. Ne vem. Nikoli ga nisem pelala, nikoli se nisem pelala z nobenim, glede na to, da nekih makle ta kolesa, sam mislim, da nobeden nima prav teh top modelov. Ne, nima. Simon je mislim, da še najbližji, pa tudi on mislim, da nima. Tisti njegov kolo je zelo težek, no. Ja. To vem. Zdaj je težek zaradi same opreme, ali je težek tudi vse kolo. Skup. Tudi njegov kolo, se pravim, zelo taka mi neukretna kolesa delujejo, ampak lahko, da se pravim, nikoli ga nisem. Če bi imela kdaj priliko mogoče ga sprobati, ja, eventualno, ampak ne vem zakaj. Ta napis Canyon gor in vse skupaj, tudi nekje ena ženska je Slovenka, ena influencerka voz enega belega Canyona s črnim napisom, pa mi nekako, ne vem, ne potegne ženska s tem, ne vem, čist tako, bolj vizualno kakorkoli, ampak delujejo mi pa zelo taka težka, taka neukretna, ne vem zakaj. Sej pravim, vsest se pelat, pa lahko to hitro spremeni mnenje. Ja. Z opremo, z obroči, z vsem skupne. Kako so pa tebi ta kolesa všeč v Proturu, no? Kjer ga bi pa ti 3 stestiral, ki bi te zanimali, Fairbac, kakšna so? Ja.
nekaj, kar bi testiral, ampak nikoli ne bi vozil, bolj bi testiral zaradi tega, da jaz vem, kaj bi pač imel. Pač trek mi je grd, pa ga zaradi tega ne bi niti testiral, niti nič, ker mi ni všeč, kako ima balanco spredi, tam narejen, zadnji sedež in pač to ne. SL8, ki še nikoli nisem vozil, pa bi počakal na SL9, ki upam, da pride naslednji let ven, ker mislim, da bojo zakrili, a veš to, ko imaš ti tudi že te vijake iz te strani. Tako da mislim, da bojo to zakrili, vse ostalo, pa jaz mislim, da prav neki ekstra spreminjati jim niti ni treba, ker bike po vseh testih povsod je še vsem, mislim, da je top 4 bike zdaj, če primerjamo s temi aero ta novimi, ne? Da so sam Cervelo, Faktor ta nov, pa Colnago, da so pred njemu, tako da prav neki izboljšav, jaz mislim, da niti ne bojo šli delati, mogoče ne vem, kakšen je prenos moči na cesto, polka se da to moč, ki ne vem, merlje, pa te dajo ven, a hoče imeti oni še kaj drugače, ne. Mislim, da so že veliko naredili s kakšnim tem z navojnim gonilnim ležajem, ki so šli par let nazaj. Tako da jaz bi to, pač to je edini bike, ki bi ga tako res hotel testirati. Cervelo S5 je nasleden. Pol pa ja, mogoče še ta nov Faktor, prototype, ne vem, kako se mu bo rekel. Vse ostalo tudi mene, sem čist firm in niti ne zanima. Ridley mi je, zdaj sem jih še videl, A2U mi je tako grd, da to ne vem pač, kdo to voz, oziroma kdo to kup, da prav si ga želi imeti, ampak okej. Ja, imaš kar neki fanov Ridleya drugače. Mogoče ta nov Villier, tam je tako vizualno, ja, to so filante, neka mešanca med BMC-om, Time Machinom tega, ki ga ima Štefko. Pa meni je bil BMC Time Machine en izmed najboljših koles, ki sem jih vozil. Ta nov Villier, sem dobro, zdaj ga še ni bilo v ProTouru, ne? Ja. Mislim, je že bil? Ne. No, ta nov Villier je meni ful lep. Ful, tudi za pogledati je kolo lep. Ja. Tako da od teh, ja, pa po moje, edinga, ki bi ga imel, je SL8. Vse ostalo, ja, pač ok, Pinarello ta sem itak že vozil, Colnago ta sem tudi že vozil, tako da pač to... No, sem da bi ga pa, kjer kolo bi pa si izbral, da bi ga ti imel. Zdaj ti daje klele na razpolago celo to floto vseh koles in ti reče, vzem si enega, tako kot si rekel, z vsem, kar oni gor furajo in si ga vzem. Je Pinarello ta, no, ki imajo Princeton obroče. Pač tam ne vem, če bi lahko spal zbral kaj drugega. Bi testiral tudi, tako kot sem rekel, za SL8 to ne morem reči, tega, ker še nisem vozil. Pa tudi, če bi vzel SL8, bi hotel imeti drugo balanco gor, kjer so kabli skriti noter. No, sej pač ker tako, ki ga oni furajo... Kar dobiš, dele, to, kar vidiš, ja, to, kar si ti slike meni poslal in... Pa je Pinarello, no, edini. Ja, pa še to v barvi, po moje, kakšnega tega, ki pol naredijo za Bernala ali pa kaj tasga. Jasno druga barva, ja, ta njihova... Ne, ta barva je čisto mi falena. Tudi mi ni jasen, to lahko pokomentiramo. Mogoče bojo kaj spremenili zdaj, ko bojo te še... Ja, za Q365 bojo itak spremenili. No, za Q365 itak in za verjetno Ineos, ko so še te... Intermarché? Ne, Total... Total Energies. Energies, ja, so zraven še, ne? Možno, ne vem, upam, da jo lepši, ker to zdaj, te njihove barve so... Pač najgrša barva od Pinarello ta je od Ineosa barva. Čeprav moram reči, da meni barve pri Pinarello Ineosove in Skyjeve prej nikoli mi to ni bila glih. Ja. Najlepša barva Pinarella. Ja, vse nikoli. Meni se zdi, da so bile to ta najgrše. Ja. Tako da, ko sem že hotel reči, lahko pokomentirava še, o čem se pogovarjala? Me v glavi... Y barva, to me je samo v glavi, da je še naprej, kar se telih Voltur koles. Se so šla že čez, zdaj smo šla čez, mislim, da prav veliko se lahko tudi še drugi komentirajo. Mene zanima, kaj res pa njim, recimo najbolj black kolo v ProTouru, pa najlepši oziroma tak, ki bi ga mogoče imel kolo v ProTouru. Da grejo pokomentirati, to se mi klej itak hecamo že par let, da Colnago ne zna narediti nobene lepe barve kolesa. Zdaj so dali pa ven črnega, ja. Z barvami svetovnega prvaka. Čisto falil. Falil,
Mersada ubil, ful je čakal ta kolo črn, ker je bil nekako odločen, da bo tudi on Colnago ta Y imel. In moram reči, da se je s to barvo pač tudi premislil in je rekel, da čaka naslednjega Pinarellata, naslednjo Dogmo in upa, da bojo malo kaj še spremenili, kaj dodali. Pa če bo treba počakati, itak je rekel, najprej mora počakati novo Dura-Ace, ki bo drugo leto po Tour de France in potem se bo verjetno odločil glede kolesa, ampak mislim, da so s to barvo spet toliko falili Colnago, da so ga celo odvrnili od tega, da bi kupil Colnago, ne? Zdaj, da kupaš kolo z neko barvo, ki ti ni všeč, pa jo potem ti predeluješ, pa daješ štrihat, pa ne vem, kaj je čista neumnost. Ne razumem pa tega, kako da nasplošno moram reči, da bi mogla imeti kolesa, ki daš ti za okvir 7.000 evrov, bo smo lahko iskreni, ker to so vsa ta kolesa, 7.000 evrov cirka. Bi mogli imeti čisto vsak proizvajalec možnost nekih MyWay oziroma kustomizacij. Se pravi, to ima tako. In kar jaz poznam trenutno, ima to samo Pinarello pa Trek, jaz za druge Specialized mislim, da ima tudi full baru. Pustimo full baru, a ima to, da si ti lahko izbereš čisto svojo ali ne, ker tudi... Je BMC ima, da ti pošljajo raw okvir, pa si ga lahko sam pobarvaš. Ja, sam ga moraš pol dati štrihat, ne? Ja, mislim, da si še celo barve zraven pošljajo, pa neki. Ma, dober. Ja. V glavnem, mislim, da bi to mogel imeti vsak, čistko. No. Ja. Za en Colnago danes bi si to lahko prvošil, sej fajn žgajo ceno, ne? Zato tako, kot bi naredilo to. Tako, ne, in je pač cena taka, kakršna je. Sej te tudi, če ti dobiš kolo srov, naprimer bi dobil srov okvir za 5-6 tisoč evrov, še vedno te štrihanje kamorkoli ga boš dal pod Jurija, ni štrihanje celega kolesa, če hočeš imeti kvalitetno, pa dobro narejen, pa če si še malo zmišljuješ barve, neka prelivanja in ne vem kaj. In je to, mislim, da ne vem, pač Colnago res nima feelinga za štrihanje kolesa. Tudi ne vem, zdaj so šli v to skrajnost, da je vse samo UAE pa Pogačar barve, zdaj so šli prav v eno skrajnost, ker je dejansko vse samo na Pogačarju. Vse barve temeljijo na UAE barvah, pa na svetovnem prvaku. In tudi moj kolo v končni fazi, ki je meni še vedno vse najlepša barva, ta moment pri Colnagu, navaden bel, pa ta moder napis, je tudi dosti lepa modra, ni čisto falena z modro, je kukar toliko v redu, ampak tudi to je v bistvu kolo, ki ga vozijo ženske, ekipa. Edinkle, hvala Bogu, ni napisal UAE pa ADQ pa tega, tako da to mi je všeč, ker vsa ostala kolesa imajo pa še zraven ta napis razen modar, ki se preliva v črno, ampak tiste je pa tudi spet taka barva, da je toliko specifična, da jih je verjetno še najmanj prodanih. Ja, ne vem, meni je prav čudno, da grejo v neki tazga, k večino kolesarjev, ki so tako kamersat, pa to rečemo stara šola, pa kolesarji, ki so dolg časa že v temu, skorno redko kdo bi se odločil za barvo svetovnega prvaka v okvir. Ja. Imeli bi mogoče barvo, ki bi bila posebej posvečena Pogačarju, da ni barv svetovnega prvaka noter. Se pravi, da je kao Pogačar, kustomizacija, neki. Ja. To bi po moje se ful več, kot se je takrat vem, da se je ful prodal teh Rogličevih Bianchijev, rečemo, ne? Ki je imel unga orla not pa to in je to bilo prodajen hit. Ni mi pa jasen, to, ne, mene celo nam pozabila besed, no. Sicer dobro, malo preslišaš, ampak tegale Pavlič Jure, ki je dostikrat prva stranka, bivši kolesar, slovenski gospod v malo zrelejših letih, kar orang. On je bil zelo, ker mal jezen bi lahko rekla name in je rekel, me je videl v dresu svetovnega prvaka, pa velo bar napis, smo naredili drese in je rekel, da to se pač ne dela, da dres svetovnega prvaka lahko samo svetovni prvak. In ja, do neke mere se strinjam z njemu, je pa res, da to zdaj pač ni nikjer pravila, da ta dres lahko vozi samo svetovni prvak, razen na UC dirkah, ki so, ampak mi smo rekreativci in ogromno jih vozi drese svetovnih prvakov, takih in drugačnih, po svoje narejenih, do originalnih takih, ki jih vozi Pogačar. In pač to je zdaj tržna niša in to se prodaja.
ampak mogoče, da imaš pa res kolo svetovnega prvaka, je pa že še ena višji inštanca. Tako da moram tudi reči, da od takrat naprej, ko mi je to rekel, sem kar malo manjkrat oblekla ta dres, me je tako malo, no. Ja. Ja. Mislim, In iz tega vidika ne vem, zakaj delajo taka kolesa, no, res. Jaz razumem vse, ki imate dres svetovnega prvaka, ker to ga nimate zaradi tega, ker ste vi svetovni prvak, ampak zaradi tega, ker ste pač toliko ponosni, da pač Pogačar je svetovni prvak. Tako. Jaz osebno, ja, ga tudi ne bi nikoli pač nosil. In ga pač nimam nobenega tazga dresa in ga tudi pač ne bi Ti me ga velo vardala. Kita ga ne bom dal gor. Sej vem. Ja. Ne, sej pravim, da se strinjam po eni strani. Pri kolesu mi pa sploh ni jasen. Ne. Tako da... Se pravim, da ja, pač recimo jaz vem, da je Mirsad eden od takih, ker bilo je govora, da bo črn kolo z belim napisom in v bistvu je črn kolo z belim napisom, ampak ima še detajle svetovnega prvaka in se je že odločil, da ne bo tega kolesa imel. Ja. I don't get it. Ne razumem. Kolnagota, imeli so ene par takih barv, da bi sam une osvežil, pa bi si predstavljaš Y v barvi masterja tega, ki ga ima Mirsad. Ali pa Y v uni frozen barvi za solid barvo, pa neki na to foro. Ja, pač čist. bi se prodajal, po mojem, 5-krat boljš, kot pa to, kar ima zdaj zunaj, ker jaz... Pa se že imeti bel kolo s črnim napisom, pa črn z belim, nimaš kaj faliti. Ja, z neki... Ali pa tale Bob varianta se mi zdi, ne, Black on Black, bo kar še nekaj časa se držala barva, ker nimaš kaj faliti. Že dolg je, pa še mislim, da še kar bo in nimaš kaj faliti z njo. Narediš malo leska, malo mata iz črno barvo, imaš raketo. Kle moram reči, da če komu rata vsak let, pa sam malo spremenijo, je Pinarello. Pa imajo Bob zdaj že ful dolg časa, pa sam, da se igrajo malo, on ima, se pravi, Bob je pa mat, pa lesk spreminjajo. Ja, lesk, pa imajo pa napis je tak metal, ali pa neki v to foro, ne, da ni tak, kaj kle kromeran, ampak da je metal napis in zgleda pač bajke brutalen, ki se fura kdo zraven tebe. To je tak ever green, se pravi, forever ga imaš lahko in ne bo se naveličil take barve kolesa in ne vem, Kolnago, kva to čarajo. Ja, škoda. Ja, a ima še kaj? V bistvu ne, bi jaz eno temo mogoče pošparala pa za drug teden, ker sva že kar nekaj povedala danes, pa da nova nakladala. Evo. Bi pa malo o sam drug teden lahko več povedala o negi koles zdajle čez zimo, pred zimo, pa pred sezono, ko se začne. Mirsad noče pridati, sem ga hecala, da bi prišel on malo povedati, ampak bom jaz njega izprašala, pa bom jaz pol povedala, ker je tudi to zelo pomemben, pa bom povedala, kakšna kolesa, mogoče so tudi vse živo pripeljali na servis, tako da če se ste najdeli v temu, da jih pol čim prej pripeljate oziroma jih peljate na servis, ali si jih pa saj, ne vem, pravilno shranite čez zimo. Ja. Evo, to je to. V četrtek pride po vsej verjetnosti ven še podcast z Martino, ko bo ona prišla, kar se tiče treninga v fitnessu. Pol pa vlog v soboto na delo bo pa po vsej verjetnosti, upam, da jo prepričam, da grejo po fitness posnete ene par teh vaj, da ona mene namatra. Pa da se boste lahko pol še temu smejali. Tako da to je to, če hočete imeti to limited izdajo nove majice, pa jte hit poklikati, neki naročile že prišlo. Tako da evo, nad sončki, do naslednjič, uživite. Jaz sem še eno stvar, lahko še nekaj povem. Ne, še ni še čau, bom jaz pol rekla čau. Samo še eno stvar vam. Mi bi naredili radi en izlet, ki bo na primorskem koncu, tako da to soboto sicer se zdaj neki vreme draka, če bo pa vreme, bo v sredo objavljen, kje se dobimo v Kopru, bo zbor in imam jaz že pripravljeno eno lepo traso, tako da vabljeni vsi, ki ste hodili na naše velo izlete, privabljeni vsi Primorci in bomo tam naredili en izlet. Če ne rata to soboto, pa sigurno bomo to speljali, tako da... Zmenjen. Če bo to soboto, grem tudi jaz, ker sem frej, nimam tamale. Se vedno bomo tako naredili, da bo Anže nujno zraven. Dobar. No, zdaj pa res. Adijo. Čau, sončki.